Pristali smo v Lizboni. Mož je prišel po kufre. Ljudje pa gidijo po 13 urah iz šalare. Kako se počutiš? Portugeži? Bo lepa. Parkiramo v luksuzni premium turizem avtobus. Hitro se sedaj premika zadeva. Ogledali si jo boste, peljala vas bomo v bistvu do palače, potem pa boste imeli prosto. Kako bo to funkcioniralo na splošno, bo tako danes, od vasice do vasice, od kraja do kraja? Visoko nad nami. Grad, se pravi muzej, naravoslovni muzej in pa center starši za ogled Kraljeve palače, ampak gremo pogledat s tem vlakcem gor na vrh, tu Trdnjave. Tam zadaj so pa tiste znane hiše, ki so obložene z temi ploščicami, azulejevši. Aha. Se je bilo što, da bi šel gor? Ja, to je preskrbno. To je pa naša grupica presvetla. Ja. Ozke ulice so tle po Sintri. Aleja spomenikov in kamnini. Sredi mesta ima en tak lep park. Pogled izpred Kraljeve palače, gorna obzidja na vrhu, da smo naredili krožno pot s tem vlakcem okoli. Tista zanimive ploščice njihove. In zdaj smo v Kraljevi palači. To je problem, ne? Majhnih, ne? Kaj ti je bilo najlepše danes? Vožnja okoli tega velikega hriba, spoznati malo te uličice, različno arhitekturo, različni običaji. Značilne so te ploščice po hišah in ograjah. O tem Breda govori. Kaj je rekla Sinti Zemlja? Gledati mogoče notranji palaci. Te okraske sem prej snemal na žive in mrtve. Kakšna so tle. V zahodnem delu Evrope. Cabo de Roca, skalni rtič. Tukaj je svetilnik, ki je 25 mil daleč v morje se ga vidi, ki sveti. Nad temi klifi vodijo poti, zavarovane in nezavarovane. Danes je tudi nekaj zbor po robu klifa. Koliko je dol prepada? 70 metrov. Smo prišli v Kaškaj, lepo turistično mesto. Bomo pa poiskali kakšno domačo restauracijo. Naša grupica Koraga, turistično povzela v Kaškaju. No, pa smo prišli do morja. V centru Kaškaja, barkice, plaža. Kaj dela je tle na plaži. Kaj fino. Tam bo Breda pri tej Rdeči roki, zadaj veličastni hoteli.
prečne ulice z restauracijo do restauracije in tista hiša, bila je ena graščina, so rekli, da je bila prva v Kaškaju oziroma na Portugalskem, ki je imela elektriko. Je pa res lepa plaža, peščena, mamice z otroci so v vodi, midva se pa hladiva s popoldanskim malicom. Aha, kakšne lepe ribe. Lepo, 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 lepo. Res čista voda, lepa čista plaža, lep center Kaškaja. Se v bistvu reke Tečo. Vasco da Gama pa ja, so v bistvu z evropskim denarjem skonstruirali. Evo, cela naša grupa vodička, Mihela, ostali, evo jih. Da se vas bom spominjal. Devetintrideset nas je. 37, 38, 39. O, tle pa že višek. A, mi smo pa zaključek vedno, ne? To je 10 evrov, ampak je vrsta, če vidim, precej velika. Samostan svetega Hieronima. Emanuelinski slog v svojemu veličastju. Na desni je cerkev Svete Marije, v notri so grobnice kraljev Šmaja in Manuela, pa grobnica čaka na Košna bogata cerkev. Velika zadeva. Belemska cerkev. Ko je že ta kralj bil? Stranski oltari. Ta precej velika zadeva. Ogromna. Zgleda, kot da je višek turistične sezone, maj nedelja pred 1. majem. Pred danom dnevom UEFA in se čuda ljudi tle vali, tle noter, vključno z nami. Božja poveličevanja njihovih odkritij. Namo še kaj gor. Vasco da Gama bi radi tle noter spravili samo osebne posreči. Iz Indije ga dobiti, kjer je milo smrt storil. Stranska kapela Jezusa. Kakšen pomen ima, ne vemo. Je pa krepko zagrajena. Zato cerkev je pa daleč dol v daljavi 8 stezni most, podoben temu San Franciscomu, da je najdaljši na svetu ali v Evropi. Ne vem, bomo videli. Veličasten. Kamna Šeška mojstrovina. Zarska, tako rekoč. Ogromne so te zadeve, ogromne. Ja, no zdaj gremo k temu veličastnemu spomeniku portugalskemu o osvajanju sveta, okupiranju Indije, Brazilije in teh stvari. Ja. V obliki meča. Teh verdeh otokov, okoli pač zlatome imate letnice, kako so Portugalci odkrivali svet. Potem čez na drugo stran je Južna Amerika, z Brazilijo. Istočasno so se doma spet Španci začeli med sabo bojevati in so večina vojske denarja dali v to. No, potem je šel pa še kralj
Sebastian je šel še enkrat napadati Maroko in bil poražen. Njegovih 16 000 vojakov proti 8 000 maroškim vojakom je bil poražen. Ostali so brez kralja, španski kralj je prevzel prestol, no in takrat je potem se začelo sesuvati vse. Francozi, Nizozemci, Angleži so začeli prevzemati njihove kolonije. Tako da ja, takrat je bilo konec vseh sanj, ostala je Brazilija, kjer je začel v 18. stoletju, je bila zlata mrtvica, tudi tam še tam. Ja, to je ta reka, Tejo, ki deli te zadeve tukaj. Zelo velika reka, deli Lizbono na polovico in zdaj je nekaj največjih mostov v Evropi, najdaljši. Lepa zadeva, danes smo kar nekaj videli, ne? Nekatere zadeve si lahko več ogledali. Sam so kolone turistov in Ja. zunaj se stvari. Smo videli od zunaj in to je zelo lep Belenski stolp. Čuvaj dostopa do Lizbone, sredi reke Tejo. Pa so bili pa potresi, tako da danes je bolj približno kaže most. Lepa gradnja, lepa prikaz moči Portugalske. Izlet 1470 do let 1600. Potem se je pa že Španija začela dvigati. Žive v belem, to je del prikaz revoluta. Lep je. Ena zanimivost v tem mostu, tam ima tudi drugače železnico spodaj. V spodnji nivo je železnica, zgoraj je 6 pasovnic. Persona, Metropolitan hotelu. Življenje bom naštimala ob 6:30. 6:30. Tukaj avioni vzletajo, pristajajo čez naš hotel, Sana Astro hotel. Evo ga, zelo nizko, a ni dobro. Bomo preživeli. Sana Metropolitan, 4 zvezdice. Pitaj Boga, kje gor bomo. Lepa stvar. Nobel. Drugi dan izleta na Portugalsko, ogled Lizbone. Ja, sem že poslikal, evo. Ven smo prišli sredi Lizboe, na glavnem placu. Veljka. Od Špancov v 17. stoletju, če se spomnite, sem vam včeraj razlagala, da je bilo dobe odkriti, se pravi, tiste zlate dobe, konec, ko je Portugalska bankrotirala, niso imeli, ker je potem njihov kralj umrl v Maroku, vojski ni imel prejšnjo vlado, Lizbonski trg. Na severni strani, tam na Vzaca Kivo, je nacionalno gledališče, včasih je bila to palača inkvizicije, kajti tule so včasih dogajali izredniki poborbe. Trg Rosio. Vse največje palače mestne so tukaj. Tole je pa tudi kraljev dom, Trganu, eno od kraljev. Na oni ulici gremo proti Slavoloku. Lep plac. Ostanki tlele. In zdaj smo pri Atlantskem oceanu. Malo mrča je tukaj, ker je še Atlantski ocean hladen. In tukaj Krištof Kolumb in ti kralji so gledali in odpravljali svoje ljudi. Svoje, Vasco da Gama, ki je bil te glavni, drugače pa Krištof Kolumb je bil pa Italijan. Tudi on je delal nekaj za njih. Evo. A tle pa avte spuščajo.
Živjo narod, jih je polno. Komaj po Lizboni, starem delu, vse sorte prometa, evo, tuk. Ja, se vročina je tle velika. Boljško med švicanjem se voziti tole. Katedrala Svetega Antonija oziroma Antona Padovanskega, tako ga mi poznamo. Tule je včasih stala njegova rojstna hiša, tako da zdaj stoji cerkev. Krščen je bil v katedrali. Je katedrala v gotsko-romanskem renesančnem slogu, taka res izometrična, notri zakritje tudi zakratnica. Zelo znano točko tle. Začetki sodijo v 5. stoletje našega štetja. In da gremo malo si ga ogledati in ogledati lepe razglede na Lišbono. Castello San Jorge. Kaj da, bo kdo slikal še tako naj dva tle tu skupaj? Ja, no, Milan, s tem to dolgo. Ptički pojejo, turisti se veselijo. Je bil glavni grajski objekt nekoč. Čiv. Je pa turistov tlele zdaj ta trenutek na Portugalskem, ko brez peska. Portugalska zastava, veselo plapula v maestralu, ki prihaja z morja, z Atlantskega oceana. Gremo na potovanje. Portugalska in Madeira z Oskarjem nas čakata. Vamos. Poseben inštrument. Dobre zvoke dela. Držano v Ljubljani, Mauri, vse se je tu v Alfamo dalo. Alfama prihaja iz Hamam. Ker so Mauri, ko so prišli, so tukaj zgradili svoje naselbine, hiše, ne? Hamami, Alfama. Polno je teh Hamamov. No, potem, ko so 12. stoletje vzeli nazaj, Portugalci so porušili vse, kar je bilo malarskega in zgradili. Nekaj ni toliko prometa. Breda ti je všeč? Kakšna izjava? Portugalska ti je danes že bolj všeč, ne? Zanimivo. Ja, Mihela se je potrudila in vroča. Ja, vroče je 21-22 stopinj v senci. Grozno je. Njihove hišice in ulica, obložene po fasadi. To je zelo stara hiša, tudi zelo stari tip ploščic. Se vidi ročno delo. Ploščice, več pa z enim modelčkom so pofarbali, ne? Lepo končki v starem delu Lizbone. Nasproti arheoloških odkopavanj. Kje smo mi zdaj v spod? Vem. Lizboni. Tu, čisto ob morju dol. To. Ja? Če koga zanima, kje je naš hotel? Lepa postaja.
oceani. Žičnice tam potujejo, take vesoljske hiše, mostovi, zadaj je najdaljši evropski most. Mi pa šibamo. Reč nas vozi k akvariju. Poglej, pa pes na baterije, pa Slovenci. Ribice. Japonski oceanari, ogromna zadeva je to. Upamo, da bo tudi tako lepo. Ogledali smo si Gozd. Se vozi iz enega dela akvarija do drugega, zadaj pa ta najdaljši most v Evropi. Električni, to je drugo. Verjetno komaj čakajo, da zginemo preč tele race in to. In tukaj vidimo še pa podvodno življenje. Vetrnice morske. Kaj se tu? Dober naravni habitat, super. Pravi led, ki ga imajo tlele. Sem mislil, da je po plastika deluje. Pravi led. Se pravi, nima je slabo. Evo. Pa tudi mi turisti bomo še prej. Tisto je pa mesec, tisto spodaj. Mesec, ja. Ja. Kao mesec. Pride. Ostali so jih imeli tole. Ja, dol so pa take ribe, da je prav kičaste, ne? Rumene, bele, kičaste. Tega je. Kaj je to? Snetek. Zdaj je nam pa naredil posnetek. Ti to posnel? Ja. Ima dober način negovanja. Prave frajerke. Prave frajerke. Imamo pa tropski vrh. Prej smo bili v ledu, tle pa velika vlaga. Čisto drugo rastlinje. Čisto drugo rastlinje, čisto drugi habitat. V Indijskem oceanu. Na koralnih grebenih. Kaj ti je najbolj všeč? Vse kar plava. Vse kar plava? Vse je lepo. Pa še je začel plavati, da ti bom bolj všeč. Ti si meni čisto všeč, takšen, da si na dveh nogah. Žena, kaj pa ješ? Tudi všeč.
Martina se nam prišla tle pokazati. Ja. Ah, celui qui est derrière nous, celui qui est dans le rocher, non, je crois pas. Je me demande si c'est pas lui, tu sais, qui était posé au fond. Ah oui, 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 je sais pas. C'est vrai qu'il y a To so ribe, ko lepo plavajo. Ne vem, kaj bo kaj iz tega filmčka ratalo. Kako bi se nastavili? Ja. Pa tale, evo jo. Jo bo prehitela ta. Ma krasno. Otroci uživajo v akvariju in se igrajo. Sestica nagaja si bratcu, ponavadi. Zdaj pa še bati, da bo skupaj pogledala. No, na koncu smo si pa ogledali še multimedijsko predstavo. Tle smo še najlepše videli. To je tigrost, ti možeš si pasti. Kako trajala del žvika, ne? Če ne bil prazen, ne kvarite. Tle pa naša grupa. Pa smo spet pri televiziji. Ob 7 bojo pa v Janši nekaj povedali. Ličina vasica tudi. Tretji dan. Potem bomo šli v Alcobaso, kjer je ena najlepših verskih zgradb, pa ni to Fatima, ampak samostan, Opatija. Potem bomo šli v Nazare, tam bo čas za kosilo, pa če se bo kdo hotel vršiti Smo v vasi Obidos in smo zdaj šli se povzpeli na grad Graščina. Ena čudovita s ploščicami postavljeno, no, zdaj smo pa stopili v notranjosti za obzidja. Kaj lepo. Ko v nebeškem sekretu, glavni trg. Zelo lepa zadeva tukaj. Obidos, lepa vasica, oziroma kar malo mestece je tle. In zelo lepo igra. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero. Lep glas ima možaka. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón. V Graščino. Aha. Na živi skali. Grad stoji. Kamnina, neke posebne sorte peščenjak. Po ozki poti po obzidju, pridi ljuba sem. Nas ni strah in se nič ne... Je. Ene je strah, vidim. Ta naša soseda kar malo cvika. Kako se tebi zdi tle? Meni je v redu. V Objedošu. Čist graščinsko se počutim. Gremo po celem obzidju. Dol je cerkvica, grad, zanimiv. Kaj not bomo tudi šli, mogoče bo kaj še za ogled, mogoče je zato rekla 1 uro. Pa še enkrat. Evo,
Gremo vajter po tej oski poti. Nekdo dol ne pade. Po obzidju nad grad. No, kje je vse obzidje? Le, kje hodijo. Zato je toliko čajta tlele dala. Le, vidiš celo obzidje, kje dol, poglej. V vasi, cela vas je bila obkrožena s tem. Lepo. Kraljičina vas, ne? Kraljičina vas. In kakšne zanimive dimnike imajo. Bivanski del grada. Mimo teh rožic lepo, kamelije, trajnic, ilirske perunike. No, ko se tle lepo odpira tukaj. Breda že malo se grela. En lep del. No, tukaj je pa dvorišče grajsko. Vidiš, lepo ograjeno. Eni deli so še zelo stari. Vidiš, tukaj v bistvu je bilo nadstropje. Vidiš, ko so bili trami. Ne? Ja. Ptički pojejo in iz tega. 12. stoletja je ta utrdba. Kako veš? Da povedal. A ja? Ja, 12. stoletja. Moš misliti. Kraljičin grad je dobil. Prej sem pisal Mavrice, no. Ja. In gremo naprej v vasico, katera je z obzidjem zaprta, okoli in okoli. In res gre ljuba. Stopiš skozi vrata v cerkev in si v knjižnici. Iz knjižnice stopiš pa v cerkvico. Oltar, ima še vedno knjižnica. Vsaj neka korist je od nje. Je bilo pobrano ven. Simbol Portugalske. Mogoče bo pa ta na začetku filma dober. No, pa greva še to pogledat. Pred vhodom. Kako lepo oni gor poje. Celo v ploščicah. To je pa zanimiva cerkev, cela v ploščicah. Kaj lepa. Dobro, so se tle ustavljali. Pa strop poslikan lepo. Strop je lesen, čudovito poslikan. Ja. Tle je Marija Breda. Ja. Dovolj. Pa stranske uličice, pa glavne uličice, pa trgovince. Kamit. So patrioti, dejansko Portugalska jim pomeni veliko. Tudi če gredo živeti, oziroma če so v tujini, se bodo sicer asimilirali v novo deželo, v novo kulturo, ampak bodo imeli nekako tako kot portugalske skupine, oziroma se bodo družili med sabo in bodo vzdrževali tradicijo in običaje. V tem mestu lepamo notri grupa že šiba, gremo do tega samostana.
tudi grobnica Pedro in Ines, ljubezenska zgodba, ki jo bom pol povedal kasneje. Žalostna in tak poetični konec. Glavni trg, ki je ta samostan. Evo, pred to fasado. Zdaj pa naša grupa je že tam, jo moramo uloviti. Hitro grejo. Lep glavni trg. In sonček je prišel. Tole na levo je samostan in v zadnjem cerkvu je takole naravnost. Tako da na samostanju vsečina, cerkvu si lahko pogledate sami, se pravi, je pa zanimivo in to samostan. Pač dobiš en občutek, kako je to bilo takrat. Časa imate 1 uro. Pravi 12:45. Ja? Ne, vse od poštenosti do vztrajnosti do tega, no, da on ni nič imel. Tako da nekaj s temi portugalskimi kralji pa principu se to škodajo. Domači nimajo jajc. Stranska ladja Sveti Štefan, pa spet ena svetnica. Zelo lepo je tle narejeno tole. In to je dejansko prezbiterij, lej, to je zadnja cerkvijo. Lej. A mislim. Zelo lepo. To najlepša, najmogočnejša cerkev na Portugalskem. Pancaj dela samostano. Dolga zadeva. To se drži cerkve in je vse v gotskem stilu narejeno. Predvsej bogatstva je tlele. Kuhinjo. Kašna napa, te so pa jančke pekli. O, bog nebeški. Bog nebeški, poglej. Pa kašni pul delov, čakaj malo, to moram pa še kaj še slikati. Tlele so ga vrteli, tam so salato prali, direktno iz hriba voda tekla. Mater, to pa je bila kuhna, gospa kuhna. In tukaj je reka tekla skozi in so kar v kuhni lovili ribe. Ja, ni čudno, vse tako veliko, gromozansko, tle je bilo 900, koliko je rekla? 900 menihov so nahranili. 900 menihov. Leta 1782 so pa te kapljice gor dali. Nekje so mogli živeti, po teh sobcah so bili, ne? In park so imeli, park je leto še ni bil obrezan. Ja, če jih je bilo skoraj 1000, pa njih izpali. Verjetno. Skupne ležišča so imeli, ali nekaj tazga so rekli. Ali so bili tam nad vrtom, ko so tiste utice. Lepo vidi, kako drži se cerkev samostana. Pogled iz kuhne. Po tem hodniku so pa šibali še v druge prostore. Sam samostan pa tako zgleda. Zdaj smo bili v tem prostoru rdeče označeno. Tam na 17 je bil vrt, 6 je tukaj ta velik vrt,
Ena je cerkev, zelo dolga. Ritualno umivanje je bilo tukaj, noter v tem velikem prostoru. Prav zanimivo, kako to naredijo. Je pa posod ta gotika. Ne breda eno mečkano v zemi, da noš toliko vlekla. Tole, boljše, ja. Čakaj, zdaj bo pa škonto špeciale per dos. Nazare, ribiško vasico. Kakšna lepa plaža se nam kaže tam dol v dolini. To je... Ne vem, samo imaš nekaj za videti, ne? Ja, tlele je fantastično tole. Še nisem videl tako pogled na plažo, kot tlele, čez te skale. Na razgledišču v mestu Nazare, fantastičen pogled na to lepo plažo, njihovo Copacabano. Nekaj kopalcev je že tukaj, oziroma bolj se sončijo. Vode iz Atlantika in vetrovi iz Atlantika so kar živi, živahni. Res lepo je tlele iz te skale dol pogled iz Nazareja. In kaj je tle gor? Je pa trg, seveda in cerkvica, ki se je tle enemu pokazala Črna Marija. Pa še tole malo pogledala potem. Evo, tle smo kar v lufti na to vasico. Bolnišnico imajo tlele s kakšnim krasnim razgledom. Kaj pa zdaj? Vojska prihaja. Evo še to cerkvico v Nazareju pogledati. Kar bogata je. Kamniti stebri. Spet njihove ploščice v modri barvi. Smo pa na tej plaži. Glasba je z teh hotelov, mesta tle v zadju. Malo pred kratkim smo bili tam gor. Evo, zdaj je res. Tam le dol smo gledali. Z teh skal. Turistični raj. Oblaki se zbirajo. Lep pesek, kot kremenčev. Gremo po tej plaži lepi. Cabo de Roca.
Evo Bela, iz spodnjega na zgornji del, ko openski tramvaj. Evo, sta srečala. To je šparanje energije. Srečanje je uspelo. In prideš, namesto se vozi z avtobusom okoli 20 minut, je tle direktna povezava. Na ta način so tudi hoteli postali gor polni. Zdaj pa tudi moja ljuba na plažo. Vamos a la playa! Drugače je vodnička Mihela rekla, da so tle najvišji valovi na svetu, še večji kot v Avstraliji in Ameriki. In da precej teh surferskih šol, da jih imajo Slovenci, so jih prevzeli na lastništvo. Mrzlo! Mrzla voda. Kje pa 22 stopinj? Kje pa 22 stopinj? Ja, ni to, so se ljudje zmislili narobe. Še par metrov naprej. Ne bo te potegnilo. Ne bo te potegnilo. Je hladna, ne? Še v vodo. Bolj dol. Vreda uživa. In ti ptiči tudi v šumenju morja. Atlantski ocean. Od tukaj so odprave Portugalcev hodile osvajati cel svet. Morje tudi čaka, da pride do nje. Verjetno ti galeri malo fektajo hrano, rupajo prav blizu. In gremo nazaj. Žična železnica, 24 volt, še malo gledam. Evo. Še ti pogledala? Še ti pogledala, kako gre to? Si povedal, da je zobata železnica? Ne, ni zobata. Ne, to je na Zajlo, naproti Vtež in gor jih tudi jih je dal zdaj noter v kabino. Morata biti usklajena, ne? Evo, vamos! Škoda je tle ene hiše dostop zraven. Dol se morajo pripeljati. No, ne bomo se zaleteli. Tu so lepo rožice tle pri kraju. Božičnica, ne?
Aha, vidi. Tle podmazujejo. Je pa vse na eni zajdi. Nič varovanja posebnega. Tam je že malo poškodovana zajda. Gor je strojnik v kučici. Regulira, da prehitro ne počemo noter. Dajmo še. Se pravi, avgusta so te otroke zaprli in zasliševali in izpraševali, kajti ljudje so postali sumničavi. Ravno takrat je bila vera navzkriž debat na Portugalskem. Politika je obtoževala cerkev, da poskuša z čudeži, izmišljenimi čudeži dobiti denarno podporo in pa podporo ljudstva na splošno. No, otroke, takrat, ko je bilo 13. avgusta, so bili otroci zaprti in so jih izpustili, no, pa se jim je prikazala potem 19. avgusta. Tako da še vedno se jim je prikazala, ni pomagalo, da jih 13. avgusta ni bilo tam. No, zadnje prikazovanje je bilo 13. oktobra 1917. Takrat se je zbrala že več kot 70.000 ljudi in pravijo, da je cel dan padal dež in v trenutku, ko se je prikazalo otroko, pa je nenadoma posijalo sonce in se je začelo vrteti kot žareča krogla ter začelo je sonce pošiljati žarke v množico na tleh, bolani so menda ozdravili, slepi spregledali, hromi pa celo sprehodili. No in takrat je Marija zaupala Luciji 3 prerokbe oziroma vizije. Prva je bila vizija pekla in pozvala je ljudstvo k miru in prošnjo, dala jim je prošnjo oziroma posredovala jim je prošnjo, da molijo k miru. No, takrat je bila Evropa že 3 leta v prvi svetovni vojni, približno, ne? Velik kompleks. Zgleda danes ni gužva, drugače na tem velikem trgu se lahko zbere tudi 1,5 milijona ljudi in se jih je že zbralo. Starejša cerkvica in nova cerkvica, ki je posvetil. Ampak ima pa deblo, ne, tako zanimivo kozo. Hraskusovec. No, mi ga imamo tam pri Forziciji, bleda. Črna Marija. Velik kompleks, lepo pihlja. In tlele se verniki pomigajo. Tista na sredi, tista črta je pa oni, ki grejo po kolenih, da si do konca zdravje uničijo. No, upam, da zdaj to kamera prikaže dovolj na veliko. In to naj bi bilo še celo večji trg, kot trg Petra in Pavla v Rimu. Tudi cerkev, da je velika. Se že bližamo temu kompleksu. Res ogromna zadeva. Na tem asfaltu je pa vernikom kar malo hudo.
Maše so na odprtem, 7 maš in noter vsak dan 8 maš. In tle prdrse po kolenih noter tisti najbolj verni. Delajte por vós e também mais, meu filho, saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz a todos os que estão em Cristo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre, no céu permanece firme a vossa fidelidade. Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia. Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas e a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade. Quem sofre Super moderna crkva tlele. To je pa naš pater, ta mozaik naredil. Univerze. Na desno pa potem na uno stran hriba po Coimbra. Smo v Coimbri. Ko je rekla Coimbra. Ja. Sicer pa ta Coimbra, se rekla, stoji na najvišji točki mesta, je simbol mesta. In v bistvu jo je sem preselil v 16. stoletju iz Lizbone dokončno. Kralj Joao III. Na sredini dvorišča te univerze stoji tudi njegov kip. Namreč prva univerza je bila v 12. stoletju ustanovljena v Lizboni, a potem pa sta se s Coimbro, saj sedež univerze ves čas menjal. No, dan danes je v Coimbri. Iz najvišje točke Coimbre, ki je ta univerza ena najstarejših v Evropi, bomo šli lepo dol. Meni tudi žmurka rdeče, že lučka rezerva, mi že gori od pijače. Aha, še veličasten trg. Kakšen veličasten trg. 7 ura. Glavnina, biblioteka, več kot 200 tisoč knjig iz 16. in 18. stoletja se nahaja not. Sicer imajo 2-metrske zidove, vzdržujejo 60% vlažnost in temperaturo ves čas med 18 in 20 stopinjami. Notri pa živijo netopirji. Ja, prosto živijo netopirji in sicer zato, da prehranjujejo se z vsem temi mušicami, ki bi lahko potencialno uničile gnide. Seveda so pohištvo in police pa to prekrito zaradi iztrebkov netopirjev.
Zdaj je pa treba najaviti skoraj 2 meseca vnaprej po sistemu, da se hoče sposoditi knjigo, tu pa tudi res dati razloge, zakaj pa reference ni ravno lahko priti do teh knjig. No, za vami tole, tale stavba, tule, dvorana, kap, tukaj zaradi tega, ker se tu odvijajo podelitve diplom. Tam recimo vidimo študentov, ki smo videli, so ta tipična študenta, ki je prav črno ogrinjalo, no kape sem videla, držijo v rokah eni, potem pa bela srajca. Četrti dan je danes, ne? Evo. Ja, iz hotela Ines. Kam štartamo? V Porto, ne? Ja. Vidiš, da smo pred hotelom Ines. Aveiro. Portugalske benetke. Tako solinarstvo je ena od takih predelovalnih industrij tule. Pa alge nabirajo. In sicer te čovni, s katerimi so upeljali, te čovne so včasih uporabljali za nabiranje alg. Zato se tudi reče muliseiruš. Muliseiro so alge po portugalsko. Sence so še dolge, smo prišli v Aveiro. Četrti dan najnega potovanja. Četrti dan najnega potovanja. Tukaj pravijo, da so portugalske benetke. To gremo res na barko. No, in imajo take lesene barke, ki imajo takele klune tlele. In eni so že fotkali. Narod naš dokaze hradi. Korošc je prišel do vode. Imanje bark, pripravljanje za goste. Vodoven, kov za privez barke, je z evkaliptusa. Je še frišen in lepo odganja. Benetke, Drač, Trst. Portugalske benetke. Aveiro! Kranclana ta barka, lepa je, prava lesena. Je prav lesena. Evo, preden zanimive hiše, to si mislila, da slikam, ne? Ja. Ne ustajati, da boš glave. El Capitano. Well, hi everyone, my name is Attila. With us we have Master Alcino and we welcome to Aveiro. We are navigating on a boat that is a movie sail. This boat it was used to catch a seaweed that it's called mulisso. Mulisso grows in salty waters like this, and it was used as a fertilizer for soils. Before we had the engine, this boat moved in freeway. It was built 18 years ago. It was the first outdoor shopping here in Portugal. And dream of every woman to live in a shopping center. On the front, we have the love ring. Like in other countries, we don't leave lockers, just ribbons. This way we prevent the breach to collapse. To so ti kučani. Ja. Ljubezenski most. Ljubezenski most in naš vodič Attila. Aveiro in 4 ways, the boat like City Hall. Here on the left side, you can see a monument of the Softex, that are the typical streets from here from Aveiro. They are made with the egg yolk, water and sugar. Nisem novi del mesta. Aveiro, naš kapitan Attila trobi, to je njegova trobla in od mostička do mostička, vsak je nekaj sodobna konštrukcija. Mogoče se je Janković le učil. You can tell
one that were used to transport salt. On the outside we have a multi-sail like this. Mercantile, slightly bigger, larger, and have the front of the boat in sharp shape. While here it has the eagle on the top, the Art Nouveau Museum on the bottom is a tea house. Once again, the typical boat. Zdaj bi mogel kaj pomigati, poživeti, poričati. Danes smo za te grupe razdeljeni. Jugoslavija! In te kanale odpirajo in zapirajo po določenem vrstnem redu, da regulirajo višino vode in da izmenjujejo vodo, frišno in te zadeve. Ja, evo, to je ta zapornica. Evo, inteligentno rešeno. In nimajo problemov, da bi divjala voda ven pa not, da bi tekla. This greenhouse over here is a typical house of a very rich fisherman, but it's not Art Nouveau. By the way, it's my vacation house. And the yellow one is the house of the poor fisherman. As you can see, they didn't have money to buy the window. Zdaj bomo pa pluli pod enim najstarejših mostov tukaj naokoli v ribiškem naselju. To je stari del. In se srečamo zopet z našim. Merhaba! Mediteranskih krajev sem videl največ, da športajo in rekreirajo in kolesarijo tukaj na Portugalskem. Ne? V Grčiji ne boš tega niti podrazno videl. Kaj pa Španci tudi? Ne boš. Niti ne toliko. Niti ne toliko. Evo, kako se lepo z rekreacijo ukvarja. Zdaj nam demonstrira globino. Evo. Meters with the half. Ma normalno, ne? Flight for the tourists. Ja, ma no Slovenija turist. But we don't believe you, even to me. No, it's about... Wait, careful with your head. Odhod na današnji trasi. Viš, on ima zračunano višino. Zanimiva cerkev, a vejo. Zlato, oziroma ta finta zlata je čisto obledela. Noter je pa, kaj tam naj bi bilo, Božji grob, ki se sveti. Evo ga. Puščamo lepo mesto Aveiro. Je lušanta, Aveiro. Zelo lep kraj. Tak majhen kraj, oziroma Se ta gremo pa središče v mesta. Porto. Slikovit, ta Art Deco stil je zelo zanimiv. So vam povedali, ne, kaj pomenijo slikarije na premcu čolna? V Špancih prevladuje 3F, eden od njih je fuzbal in je tle njihov štanjon. Fado je prvi F, fuzbal je drugi F. Vozimo se po Portu. Vozimo se po Portu. Izkrcali se v Portu, gremo čez stari del mesta, a ne? Kaj je tle za ena palača? Ja. Smo na tržnici. Bog pomaga. Nekaj za ženske, ne? Nekaj nakupa je bilo.
Take velike nešpre pa nimamo pri nas, ne? Zgleda, da tle zalivajo in gnojijo. Evo, daj bliže kameri. Zgleda, še večja. Kaj lepa. Jedna prava. Gledu naše krdelo gre peš, oni pa lepo se peljejo. Se ne bi tudi mi tako vozili? Mirka tam ne tramvaj. Mirke, Štacion. Porto, svetovna znana reka, Douro, zlata reka. In tale most, vidite Boga, kdo ga je naredil. Vozi čez ta most. Zelo zanimiv ta del, pristaniški del mesta. Stare bajte, pa novejše palače vode. Pa korajžna taka lepa. Frišno prilakirano, diši. Nič posebnega. Ja, in tle, hodite po grobih. Aj, še dol.
močan promet turistov je. Lep je ta Porto in ta reka. Evo je čakal na hrano. Breda, ljubiteljica živali. Vrži proti Galebu tam malo. Se je odtezala, da je živahen promet. Kako živahen promet je tle? Kaj bo šele v vrhuncu sezone? Lep sončen dan se bo zaključil z ladjico oziroma ladjo tle po Doru. Naša grupa je že zbrana, neke žičnice nekam vozijo nad reko. Če bomo zvedli kaj več. V glavnem mi moramo tle počakati. Durasima. Gre pa v obratni smeri. Pesci hodijo čez vsak v drugem delu starega mesta. Vse je zanimivo, tako lepo. Imamo srečo z vremenom, na spletni kanal Vse Mihela je rekla, da boljš ne spleta preveč gleda. Lahko bo boljš, lahko bo slabš. Ja, tam poslabšamo. Smo se peljali po njemu, smo prišli v stari del mesta. Sicer je Ponte do Infante po Henriku Pomorščaku, namreč Infante je naziv Henrika Pomorščaka, je največji na svetu slednikov bloka, visokem pa 371 metrov. Zelo lep, eleganten most izpred napetega betona. Tudi sami stebri so izredno zanimivo, lepo oblikovani. Nič klasičnega. No in takoj se že pogled opre na naslednji most. Oskarjevci na izletu. Še imamo nasmeh na obrazu. Zjutraj bo bolj tak, ne? Ja. Evo, da najdem vodička, boš kaj povedala, daj povej kaj. Evo si pomahati. Pomahajmo! Počas predvikaj. No, pa končujemo počasi ogled mesta. No, zdaj se gremo na drugo obalo, pristanemo.
te strani je tudi zelo lep pogled. Breda je rekla, da moram pa tiče gledati. Jaz smo rekli, da ona gleda tiča. Vino Porto do teh kleti. Zdaj gremo na ogled teh kleti in tle so tele zadeve v takih hrastavih sodih. Lepo predstavljeno. Danes pa že dosti stovnjaki pripeljajo. O, kaj smo takoj v kleti. Takoj skozi vrata v kleti je izvir vode. Mi čakamo na predstavitev neke ogromne sode. Na odlični lokaciji, ravno pri tem glavnem mostu. Burgmeister, cela razstava teh izdelkov. Kaj praviš, je v redu? Ti je dobro? Če pa što smijem. Ja. Tako kot Angleži, ko imajo tudi svoje, so imeli v šolah, v osnovnih šolah, pa srednjih šolah svoje. Zdaj bomo zapustili Porto, čez 2 ure išli na Madeiro. Letališče, Francisco, Sakamero. Čakamo v carinski coni ob 20:25 na odhod. Sonce zahaja pri Portu. Da se malo krepčava. Ne? In gremo na Madeiro. Čez 1 uro dobro.